Lepo pozdravljeni, moje ime je Ernest Hadolnik. Spet je prišel ponedeljek, čas za športno rubriko Športni pogled na delo.si. Tokrat se bomo pogovarjali o smučarskih skokih, morda najbolj priljubljeni športni panogi v Sloveniji. Z menoj je Miha Šimnovec, ki je danes se vrnil iz Švice. Miha, živijo. Kakšni so vtisi v našem taboru? V našem taboru so se vrnili z mešanimi občutki. Sobotna tekma je bila dokaj uspešna. Prvič po dolgem času smo imeli 6 skakalcev v finalu. Mislim, da je bilo to prvič po letu 2002 v Zakopanah. Ni pa bilo presežka, ni bilo najvidnejših uvrstitev. Obakrat na obeh tekmah je bil najboljši Peter Prevc, na prvi tekmi 15., na drugi je bil 8., kar je spoštovanja vreden rezultat, to je poudaril tudi glavni trener Goran Janus. Forma se dviguje iz tekme v tekmo, tudi Jaki hvali, na drugi tekmi je bil 12. Razveseljivo je tudi, da je prišel prvič do točk nasploh v svetovnem pokalu Rok Justin, na prvi tekmi v 16. In da je po dolgem času, po skoraj 3 letih, dvakrat med dobitnike točk skočil tudi Tomaž Naglič. Bi lahko ocenil, da je ta kakovostna širina v reprezentanci dober obet tudi pred začetkom tradicionalne novoletne turneje, ki se začne že v soboto s kvalifikacijami v Oberstdorfu, ne? Zagotovo je dober obet. Je pa konkurenca svetovna tako zgoščena kot že dolgo ne, vprašanje, če sploh že kdaj je tako bila. Videli smo tu novega zmagovalca, Poljaka Jana Zjobra, senzacionalno zmago, potem ko je predtem 5krat zapored ostal brez točk. Veliko premoč pa zdaj kaže drugi Poljak, Kamil Štoh. Vzel je vodstvo v skupnem seštevku in rekel, da si s tem uresničil sanje. Pa kaj ti misliš, recimo Štoh, kot praviš, je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, ampak po 8 tekmah ima 410 osvojenih točk, to je relativno malo za vodilnega v skupnem seštevku. Vse tej tradicionalni favoriti, ki so bili v zadnjih letih najboljši, morda vrčujejo svoje moči tudi za olimpijske igre, ali je to težko oceniti? Gotovo se pripravljajo vsi na olimpijske igre, to je glavni cilj te sezone. Je pa vprašanje, ali se da tako natančno načrtovati formo, da bi bili ravno takrat na vrhuncu. Schlierencauerjev prvi cilj so zagotovo olimpijske igre, tudi od Simona Amana, s katerim sem govoril, in je rekel, da načrtno stopnjuje formo za olimpijske igre. In prav Aman je v intervjuju s tabo omenil, da Slovenci morda, da z njimi ni toliko zadovoljen kot v prejšnjih sezonah skozi zorni kot nekih tekmovalnih dosežkov, da so ga ne razočarali, ampak da je morda od njih pričakoval več. Kaj ti misliš o tem? Doslej, v dosedanjem delu sezone. Ja, ko sem ga vprašal, kateri so zanj favoriti za olimpijske igre, je začel naštevati Avstrijce, Poljake, Japonce, Nemce. Pozabil na Slovence, sem ga vprašal, kako to, ali jih nima na računu. Je rekel, da ga v tej sezoni res še niso prepričali, da v prejšnji sezoni so Prevc, Hvala, Tepeš in Kranjc prikazali nekaj spektakularnih skokov, ki jih pa v tej sezoni še ni videl. Ampak je rekel, da počakamo do Kulma, do prvih poletov, ko ponavadi Slovenci dobijo krila, ki so znani kot še boljši letalci kot skakalci. In zdaj v teh razmerah, zdaj ko smo omenili olimpijske igre in formo Slovencev, kaj lahko sploh pričakujemo od naših fantov v Avstriji in Nemčiji na teh 4 tekmah? Goran Janus je rekel, da cilji ostajajo takšni, kot jih je postavil pred sezono. Za turnejo torej bi rad imel enega v skupnem seštevku med 10, drugega med 15, ker pa so že govorila, kako izenačena in zgoščena je konkurenca. Jan Zjobro, ki ga prej tako rekoč nismo poznali, je tu zmagal in bil potem še tretji. Se lahko tudi pri naših kaj takega zgodi. Vsi so že dokazali, da so sposobni skočiti na vrh. Dobre volje pa ne manjka, ne? Saj tako iz daljave, ti verjetno to bolj veš. Dobre volje. Pa pozitivnega nekega naboja. Dobre volje in ne manjka, vzdušje v ekipi je še zmeraj v redu.
Edino Robert Kranjec je bil malo slabe volje po Engelbergu, ampak to je tako, on se s to skakalnico ne more spoprijateljiti. Potem lahko zaključiva, da gremo delno optimistično v novoletno turnejo, od tam boš poročal tudi ti in se lahko veselimo novih prispevkov iz terena. Ja, lahko tako rečemo. Peter Pevc je lani v skupnem seštevku novoletne turneje končal na 8. mestu in je bil samo 4 Slovenci so bili pred njim uvrščeni višje, kar je lep rezultat. In verjamem, da je sposoben vsaj to ponoviti. Naj bo tako. Hvala, Miha. To je bil Športni pogled. Hvala za pozornost. Spet nas pa lahko gledate naslednji ponedeljek. Hvala, naslednje.